Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dober dan in dobrodošli na novinarski konferenci po 164. seji vlade. Vlada se je danes seznanila z informacijo in dala soglasja k izvedbi oglaševalske kampanje Sistem javnega obveščanja in alarmiranja SI Alarm. Sistem SI Alarm bo omogočal hitro pošiljanje nujnih opozorilnih sporočil v obliki tako imenovanega potisnega sporočila na mobilne telefone uporabnikov na določenem geografskem območju. Predstavila ga bosta ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer in generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin. Ministrica, izvolite. Dober dan. Spoštovani, po več mesecih intenzivnih priprav, testiranja, tehničnega in uporabniškega usklajevanja tudi v Sloveniji končno vzpostavljamo celovit sistem za množično obveščanje in alarmiranje prebivalcev po javnih mobilnih omrežjih. Sistem se imenuje SI Alarm in bo deloval v okviru Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki bo pristojna za njegovo upravljanje in pošiljanje potisnih sporočil v kriznih situacijah. Sistem omogoča takojšnje in geografsko ciljno usmerjeno pošiljanje opozorilnih potisnih sporočil preko mobilnih omrežij, kar pomembno prispeva k višji stopnji pripravljenosti in varnosti v državi. SI Alarm predstavlja pomemben mejnik pri krepitvi nacionalne pripravljenosti na naravne nesreče, kot so potresi, poplave, požari, večje izredne dogodke, na primer industrijske ali okoljske incidente, ter druge krizne situacije, na primer teroristične napade. Gre za sodobno orodje, ki bistveno povečuje varnost prebivalcev in dopolnjuje obstoječe mehanizme javnega obveščanja, kot so sirene, mediji in spletna obvestila, ki seveda še naprej ostajajo v uporabi. Sistem obveščanja in alarmiranja po mobilnih javnih omrežjih bomo tudi v soboto, 27. septembra ob 12. uri prvič javno preizkusili na območju celotne Slovenije. Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov, priključeni na slovenska mobilna omrežja, prejeli testno opozorilno potisno sporočilo. Sporočilo se bo samodejno prikazalo na zaslonu naprave, spremljala pa ga bosta glasen zvočni signal, pisk in vibracija. Sporočilo bo poslala Uprava za zaščito in reševanje, posredovano pa bo v slovenskem in angleškem jeziku, na območjih narodnih skupnostih pa seveda tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Prejemnikom ni potrebno ukrepati, saj gre za testno sporočilo. V samem sporočilu pa bo pisalo: to je testno sporočilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na enak način boste v prihodnje na mobilne telefone prejemali sporočila v primeru naravnih in drugih nesreč. Država je ta sistem vzpostavila za večjo zaščito ljudi, živali in premoženja. Konec sporočila. Testiranje bo izvedeno na celotnem ozemlju države, njegov namen pa je preveriti tehnično delovanje sistema v praksi in seznaniti prebivalce z načinom prejemanja opozoril, ki bodo lahko uporabljeni ob naravnih nesrečah ali drugih kriznih dogodkih večjega obsega. Testno potisno sporočilo bomo na svoje mobilne naprave prejeli tako prebivalci, kot tudi takratni obiskovalci iz tujine, s ciljem, da zagotovimo zanesljivost in funkcionalnost delovanja sistema. Prejemanje obvestil sistema SI Alarm bo za uporabnike samodejno in brezplačno. Za delovanje sistema ni potrebna registracija, namestitev aplikacije ali dostop do internetne povezave. SI Alarm deluje na vseh mobilnih telefonih, ne le na pametnih napravah, temveč tudi na starejših modelih, ne glede na to, ali gre za naročniško ali predplačniško razmerje. Opozorilna potisna sporočila niso vezana na telefonske številke, temveč jih prejmejo vsi uporabniki, ki se v času pošiljanja nahajajo na območju, ki ga je določil operater sistema. Torej, če ponovim, vse osebe, ki bodo 27. septembra prisotne na ozemlju Slovenije
in bodo imele mobilne naprave priključene v mobilno omrežje kateregakoli mobilnega operaterja v Sloveniji, bodo prejele testno potisno sporočilo, v katerem bo jasno navedeno, da gre za test. Zato se nanj, prosim, ne odzivajte. Ker bomo SIALARM prvič testirani na nacionalni ravni, je tudi ključno, da javnost pravočasno razume, kaj se bo zgodilo in zakaj. Izkušnje iz drugih držav namreč kažejo, da so tovrstna testiranja občutljiva in lahko povzročijo zmedo ali celo paniko med ljudmi, če niso ustrezno obveščeni. Zato bomo v naslednjem mesecu izvedli široko nacionalno informativno kampanjo, s katero bomo prebivalcem pojasnili delovanje samega sistema SIALARM in njegovo vlogo v kriznih situacijah, ter jih seznanili z datumom in potekom javnega testiranja in jim dali jasna navodila, kako ravnati ob prejemu sporočila. S kampanjo preprečujemo napačne interpretacije, zmanjšujemo možnost množičnih klicev na številke za klic v sili, omejujemo širjenje dezinformacij in krepimo zaupanje v ukrepe države na področju zaščite in reševanja. Ne gre le za obveščanje, ampak tudi pomemben korak k zaveščanju in večji pripravljenosti prebivalcev na morebitne izredne razmere. Vse prebivalce vljudno prosimo, da v prejemu potisnega sporočila, ki bo jasno označeno kot test, ostanejo mirni in sporočilo razumejo kot del načrtovanega preverjanja sistema. Gre izključno za preizkus delovanja novega sistema, zato prosimo, da ne obremenjujete številk za klic v sili, klicnih centrov Uprave za zaščito in reševanje ali mobilnih operaterjev. Dodatne informacije o načinu delovanja sistema, zasebnosti in varstvu podatkov ter druge informativne vsebine lahko najdete tudi na spletnem mestu gov.si/SIALARM. Z vašo strpnostjo in sodelovanjem bomo pripomogli k boljši pripravljenosti in večji varnosti vseh prebivalcev Slovenije. Iskrena hvala Telekomu, drugim mobilnim operaterjem, Upravi za zaščito in reševanje ter Uradu Vlade za komuniciranje za odlično sodelovanje pri vzpostavitvi sistema. Upamo, da bo SIALARM uporabljen čim redkeje, a takrat, ko bo potreben, bo učinkovito služil zaščiti ljudi, živali in premoženja. Hvala lepa, ministrica. Zdaj pa še gospod Behin, izvolite. Ja, hvala lepa, lep pozdrav tudi v imenu Uprave za zaščito in reševanje. Najprej čisto osebno iskrena zahvala, tako kot je ministrica končala, vsem partnerjem v projektu. V tem projektu v zadnjem letu dni smo izvedli velike in številne aktivnosti, ki so prispevali do tega, da danes lahko rečemo, da je sistem praktično tehnično implementiran v tistem delu, ki je pomemben za samo delovanje, kajti ravno ta teden in v začetku naslednjega tedna bomo na Upravi za zaščito in reševanje inštalirali še zadnjo tehnično in tehnološko opremo, ki bo omogočilo tudi dejansko izvajanje testnega sporočila v prihodnje, ob seveda ključni udeležbi naših zaposlenih na Upravi za zaščito in reševanje, kajti oni so tisti, kot je bilo povedano, ki bodo potem ta potisna sporočila oblikovali in jih tudi pošiljali operaterju, ki jih bo pošiljal na točno določeno mesto. Mogoče samo nekaj detajlov oziroma nekaj zanimivosti, kar se tiče samega sistema SIALARM. Tako kot je bilo povedano, bo bil posredovan na točno določeno območje ob točno določenih situacijah. Kaj pomeni točno določeno območje? To pomeni območje, za katerega se bo odločila pristojna oseba, največkrat je to vodja intervencije oziroma druga pooblaščena oseba ali regijski poveljnik, gasilski poveljnik, kot je recimo poveljnik civilne zaščite, občinski župani, predsednik oziroma sama vlada in pa tudi Uprava za zaščito in reševanje v skladu z svojimi pristojnostmi in odgovornosti. To pomeni, da bomo s tem sistemom SIALARM bistveno pripomogli in dopolnili obstoječi javni sistem, ko smo to obveščali predvsem z zvočnim signalom preko alarmnih sistemov, in potem nam je nekoliko zmanjkalo, kaj je vsebina
samega opozorila, oziroma ali gre že za neposredno nevarnost, kako se ravnati ob neposredni nevarnosti, oziroma zakaj je prišlo do posameznega dogodka. Še vedno boste v kombinaciji javni sistem in ob vsaki uporabi javnega sistema skozi sireno se bo na tistem območju sprožil tudi sistem SeeAlarm, ki pa bo dodal pomembno vsebinsko geografsko vrednost. Če poenostavim in čisto praktično prikažem, to pomeni, da v primeru poplave in neposredne nevarnosti se bo poleg sirene na določenem območju pojavil tudi zapis v tekstu SeeAlarm, vkolikor je potrebna evakuacija v tisti prvi najzahtevnejši obliki, ki je ni možno izključiti, in z natančnim navodilom, kam se evakuiramo in koga spremljamo in čigava navodila tudi upoštevamo. Ta vsebinskost je zelo pomembna zaradi tega, ker je obstoječi sistem javnega alarmiranja imel kar nekaj pomanjkljivosti. Prvič so bila to območja neslišnosti, drugič pa tudi vsi ljudje ne slišimo oziroma slišimo nekoliko slabše. V sistemu SeeAlarma bodo te zadeve rešene tudi za skupine, ki ne slišijo oziroma ki ne vidijo, kar pomeni, da bo to sporočilo bilo možno v tekstualni obliki prebrati oziroma ga tudi ob ustrezni nastavitvi pretvoriti v besedilno sporočilo in s tem pridobiti vse potrebne informacije. Obvestila, ki jih bodo prejeli uporabniki mobilnih telefonov, pa tudi tablic in nekaterih drugih medijev, ki bojo vključeni v ta sistem, bodo oblikovana in razvrščena v 4 stopnje. Prva stopnja je tista stopnja, ki pomeni največjo in neposredno nevarnost. Čisto primer, če govorimo v primeru poplav, v takem primeru že imamo poplavo v določenem predelu in posamezen vodja intervencije ali pa eksplozijo, kemično eksplozijo, industrijsko nesrečo in vodja intervencije točno odredi teritorij, ulico, hišo, mesto, občino, katerim se na tem območju pošlje natančno sporočilo: evakuirajte se, ostanite v prostorih, zaprite okna in vrata oziroma vse ostalo, kar je neposredno povezano z samo nesrečo oziroma nevarnostjo. V primeru 2., 3. in 4. stopnje pa je ta sporočila v nadaljevanju tudi možno izključiti, vendar predvsem 2. stopnja še vedno je tista, ki govori o neposredni nevarnosti, zopet konkretni primer, na podlagi podatkov in hidrografskih izračunov se z veliko verjetnostjo v relativno kratkem času, 10 minut, pol ure, lahko napovejo obsežne poplave in poplavljanje objektov in v takem primeru bo tisto območje dobilo sporočilo: grozi vam neposredno nevarnost poplave, zaradi tega se premaknite v višja prostore in pač ustrezno ukrepajte. Ta sistem omogoča tudi, ki poleg samih obveščanj o neposrednih nevarnostih, tudi veliko pomoč pri iskanju pogrešanih oseb, kar pomeni, da se na določenem območju zelo natančno lahko tudi opredeli, obvesti prebivalstvo, da se išče pogrešana oseba in lahko na takšen način tudi pomagajo. Tako kot je bilo danes že izpostavljeno, izkušnje tujih držav, ki že dlje časa uporabljajo takšen ali pa drugačen sistem cell broadcastinga za potisna sporočila, jasno povejo, da mora biti število teh sporočil, ki jih prejmejo ljudje na določenem območju, minimalno. Kajti v nasprotnem primeru niso več dojemljivi za resnost sporočila in jih tudi ignorirajo. Zaradi tega je prvostopenjskih sporočil praktično tako malo ob neposredni ogroženosti, da se večina državljanov v enem letu niti ne sreča s tem sporočilom. In tudi dejstvo je, da moramo biti pri pošiljanju teh sporočil zelo pazljivi, kajti zavedati se je treba, da prihajajo 24/7, da so to glasna sporočila in predstavljajo stres za vse, ki so deležni takšnega sporočila. Za zaključek, vsako obdobje testiranja in tudi kasnejše uvedbe ima določene težave, ki jih je trebno v vmesnem času odpraviti, in tako bo imel tudi naš sistem v prihodnje. In tukaj seveda je ključno razumevanje, da skupaj gradimo učinkovit sistem z enim in osnovnim namenom:
učinkovitega obveščanja, alarmiranja ljudi, zato tudi si alarm, in da gre za obvezno nalogo pri varovanju življenja in premoženja ljudi. Hvala lepa. Novinarska vprašanja? STA, izvolite. Manja Delašja, STA. Me pa zanima, glede na to, da smo ob koncu hude vročine, kako obremenjena je bila letos enota za gašenje iz zraka in glede na to, da v Sloveniji k sreči ni bilo večjih požarov, je mogoče ponudila pomoč tudi drugim državam v okviru evropskih mehanizmov. Ja, izvolite, če veste, gospod Bežin, odgovor. Hvala lepa za vprašanje. Enota za gašenje požarov v naravnem okolju z letali Air Tractor na srečo v letošnjem letu ni bila ekstremno obremenjena, če lahko rečem, za samim neposrednim gašenjem na območju Republike Slovenije. V večini primerov smo posredovali v začetnih fazah požarov na zahodnem delu Slovenije, za razliko od preteklih let. Smo pa imeli največje požare v centralnem delu Slovenije, v okolici Ljubljane, Mežice in tudi v ostalih predelih. Tako da tukaj smo bili vedno skupaj tudi z Slovensko vojsko oziroma Slovensko policijo, kajti treba je vedeti, da učinkovita kombinacija letal in helikopterjev omogoča najbolj učinkovito gašenje ob odlični podpori in koordinaciji, ki jo imamo skupaj z gasilci v takih primerih. Večino časa v letošnjem letu smo tako lahko porabili za učenje naših pilotov, tako da so pridobivali ustrezna znanja in zaradi tega lahko tudi povemo, da bo predčasno, kot smo planirali, tudi 3 piloti lahko dosegli samostojno licenco za gašenje v prihodnje, kajti v letošnjem letu seveda so nam pri gašenju pomagali tuji piloti, tako kot je predvideno, in to seveda počenjamo tudi naprej. Z letali Air Tractor v tem trenutku ne moremo sodelovati v tujini, naše letala tudi niso v naboru tako imenovanih RescEU kapacitete Evropske unije, iz čisto enostavnega vzroka. Mi smo zelo počaščeni, da se razmišlja, da lahko gremo na večdnevne misije tudi v tujino, ampak treba se zavedati dejstvo, da je ta enota praktično ustanovljena 1 leto in da se kadrovsko, tehnično še popolnjuje, in kolikor greste v tujini, morate zagotoviti popolnoma samostojnost enote od koordinatorjev, serviserjev, rezervnih delov in obratovanja. Vsako letalo ponavadi pomeni med 8 in 10 ljudi, ki za njega skrbijo, in takrat se morate premakniti v tujino. Smo pa v dogovorih z Republiko Hrvaško in Republiko Italijo, da bomo v naslednjem letu na podlagi bilateralnih dogovorov, ukolikor bo izražena potreba z njihove strani, lahko leteli tudi slovenskimi zrakoplovi na primejna območja v Italijo, Istro in podobne zadeve, če nas bojo potrebovali, zato da bomo lahko pomagali. Sama pomoč v tujini z letali je predvidena konec leta 2026, absolutno pa v letu 2027.